okviru usposabljanja z naslovom Varnost in zdravje pri delu je potekal seminar Hrup in vibracije na delovnem mestu, posledice izpostavljenosti ter ustrezna zaščita. Na seminarju, ki ga je organiziralo podjetje Civis, je sodelovala tudi Zveza društev gluhih in naglušnih, ki je predstavila posledice izpostavljenosti hrupu v delovnem okolju. Veseli nas, da je podjetje Civis prepoznalo pomembnost naše vloge, ker se seveda mi srečujemo z ljudmi, ki so že utrpeli posledice zaradi prekomerne izpostavljenosti hrupov, in nas veseli, da lahko predstavimo tudi ta del, da bodo strokovni delavci razumeli, kaj sledi, vkolikor ne ozaveščajo dovolj vse, ki so pomembni pri tem, da preprečujejo kakršnekoli posledice, vkolikor so zaposleni v stiku s hrupom. Na seminarju je Zveza društev gluhih in naglušnih poudarila, da hrup ni škodljiv zgolj zaradi glasnosti, temveč na poškodbo sluha vpliva tudi trajanje izpostavljenosti, frekvenca in kombinacija z drugimi dejavniki. Izpostavljene so bile panoge, kot sta kovinopredelovalna in gradbena industrija, in tudi druge manj očitne, v katerih delavci pogosto trpijo zaradi visoke ravni hrupa. Predstavili so tudi, kako hrup preprečujemo in kakšne so njegove posledice, denimo naglušnost, tinitus, stres, bolezni srca in ožilja in druge. Opozorili so tudi na povezavo hrupa s poklicnimi boleznimi. Ker je nedolgo nazaj, se pravi lansko leto, bil sprejet nov pravilnik o poklicnih boleznih, kjer je tudi naglušnost sedaj zapisana v seznamu poklicnih bolezni. Zato je prav, da razumejo strokovni delavci, kako morajo zaveščati delodajalce in delojemalce, da so seznanjeni s tem, da se zaščitijo, ko so izpostavljeni s hrupom, in pa, vkolikor so že utrpeli posledice, da vedo, kakšen je postopek pri pridobivanju poklicne bolezni. Drugi del seminarja je bil namenjen spoznavanju predpisov standardov, kakor tudi zakonitosti zvoka in vibracij ter praktičnim vajam. Udeleženci so imeli priložnost izvajati praktične meritve hrupa z lastno merilno opremo. Na seminar smo bili povabljeni z namenom, da predstavimo merilno opremo. Zadnje raziskave na področju varovanja pred hrupom in vibracijami na delovnem mestu. Naše podjetje se ukvarja z dobavo merilne opreme, z razvojem merilne opreme in programske opreme za interpretacijo rezultatov. Zelo pa nam je pomembno, da uporabniki te opreme skrbijo tudi za pravilno uporabo te opreme, kako se namešča, kako se postavi in kako se interpretira rezultate. Celotno predavanje je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer predstavimo fizikalne lastnosti zvoka, obnašanje zvoka in pa vibracij, predvsem vibracij na človeškem telesu in pa vibracij, ki vplivajo na roke. Sestavljena je iz tega teoretičnega dela in praktičnega dela, pri kateri izvedemo konkretne meritve in potem rezultate prenesemo v računalnik, kjer jih obdelamo in opravimo tudi končno oceno, tako da se lahko potem inženirji oziroma pooblaščenci za izvajanje varstva pri delu pravilno odločijo za ukrepe za načrtovanje bolj varnih delovnih mest. Ta oprema je namenjena vsem tistim, ki se ukvarjajo z varovanjem pri delu, to so pooblaščenci znotraj organizacij, lahko pa so to tudi zunanji sodelavci, ki so pooblaščeni za izvajanje tovrstnih meritev in za izvajanje ocen tveganj na delovnem mestu. Nam je zelo pomembno, da uporabniki znajo merilno opremo pravilno uporabljati,
da vedo, kaj lahko z njo dosežejo in kako lahko izboljšajo kvaliteto delovnega mesta in podaljšajo zdravje tistih, ki so izpostavljeni ali hrupu ali vibracijam na delovnem mestu. Peter Dolenc je poudaril še, da v tujini varnost in zaščita zaposlenih, vključno z zaščito sluha, nista vprašljivi. V Sloveniji je stanje na tem področju na žalost nekoliko slabše. V tujini se namreč zavedajo, da je preventiva ključnega pomena, saj so poškodbe sluha, ki jih povzroči hrup, nepopravljive.